Dobrodošli in lepo pozdravljeni v zdravem zajtrku. Danes bomo ustvarjali sproseno kašo, jaz jo imam res zelo rad, in delali bomo polpete s prosene kaše in sladkega krompirja. Najbolje, da kar začnemo s proseno kašo. Za 10 polpetov bomo potrebovali približno 70 gramov prosene kaše. To skuhamo po navodilih proizvajalca. Preden jo skuhamo, jo vedno dobro operemo. Imam pa tukaj za vas še en trik. Ko je prosena kaša oprana in osušena, jo je zelo dobro na suho popražiti v ponvi. Pražimo jo samo nekaj minut, toliko da zadiši in da rahlo porjavi. Na takšen način bo prosena kaša imela rahlo oreškast okus in bo pač preprosto bolj bogata. Potem jo pa skuhamo tako, kot jo skuhamo sicer. In jaz imam tukaj že skuhane 200 gramov prosene kaše, toliko jo pride, ko skuhamo 70 gramov surove. To dodamo v skledo. Naslednja stvar, ki jo bomo uporabili za naše polpete, je sladek krompir. 200 gramov pireja, se pravi, to je že skuhan in pretlačen sladek krompir, imamo ga 200 gramov. Dodamo tudi kar zraven notri. Naše polpete bomo lahko pripravili na veganski način, mi bomo pa uporabili tudi parmezan, ki ga lahko popolnoma izpustite. In ko smo že pri parmezanu, 50 gramov naribanega parmezana gre kar notri. Takole. In potem imam tukaj le še eno rdečo čebulo in 4 stroke česna, ki sem že vse lepo popražil in ohladil. Kadar pripravljamo polpete, je zelo pomembno to, da delamo z ohlajenimi sestavinami, zato ker se nam bojo tako preprosto lažje oblikovali in potem tudi, ko jih bomo pač handlali, ko bomo pač jih ali pražili ali pa dali v pečico, bo precej bolj preprosto vse skupaj. Tole zdaj samo malce pomešamo in kot ste mogoče že opazili, nisem dodal prav nič drobtin, niti jajc. In to bo nadomestilo lanena semena. Z lanenimi semeni bomo namreč nadomestili drobtine, ta fino povežejo vso maso. Tukaj imam 2 žlici mletih lanenih semen. Fino je, da jih kar sami zmeljete v kavnem mlinčku in nič jih namakate, zato ker jih bomo dali noter nenamočene, da bodo vpili vso vlago in skupaj prejeli lepo maso za polpete. To uporabljamo namesto jajc ali pa namesto drobtin. Poleg tega so pa še polne omega-3 maščobnih kislin in res zdrava zadeva. Dodamo še nekje 2 žlici nasekljanega peteršilja, sol, poper in malce kumine. To dodamo po okusu. Recimo, če izpustite parmezan, dodajte malce več soli, sicer pa nekje pol žličko bo ravno dovolj za tole. Še poper, namesto popra bi lahko dodali tudi čili. In pa še nekje en ščep kumine, kakšno osmino žličke, ne pretiravati. Samo toliko, da lepo poveže in doda neko globino okusa tem polpetom. In na koncu bomo dodali pa še malce limetine lupinice. Pač sladek krompir ima zelo tako lepo sadno noto in limetina lupinca ga bo lepo povezala vse okuse in imela tako res fino aromo v polpetih. Pač boste presenečeni potem, ko boste ugriznili vanje. Damo pa nekje lupinco 1 limete, prej pa dobro operemo, sploh če niso bio. Tele polpete bomo mi pekli v pečici, zato da bodo še bolj zdravi. Če pa želite, jih lahko tudi popražite v ponvi. Če boste pražili v ponvi, uporabite ponev, ki se ne prijema, non-stick ponev, in pa ne dodajati preveč olja. Ker če damo preveč olja, znajo polpeti kar hitro razpaditi. In naši polpeti so preprosto pripravljeni. A pa še ena stvar, če boste delali v ponvi, dejte tole v hladilnik za pol urce, mi bomo pa pekli v pečici. Pekli jih bomo pol ure na 200 stopinj Celzija z ventilacijo. No, nekje na sredini jih pa preprosto samo obrnemo. Sedaj pa polpete oblikujemo z rahlo vlažnimi rokami. Jaz predlagam, da naredite nekje 50-gramske polpete, to, če se vam ne da tehtati, no, se tudi meni se ne da vedno, preprosto takšne velikosti neke so. Če vam pokažem, en polpet. Sedaj bom jaz te polpete lepo oblikoval in jih dal v pečico, potem se bomo pa videli po premoru, ko bomo pogledali, s čim jih postrežiti ali pa kako si jih lahko najlažje privoščimo. Pa še ena stvar, lahko jih recimo tudi na tej točki, ko imate pripravljen polpet, malce povaljate v sezamovih semenih ali pa mogoče v lističih mandljev. To tudi zelo fino pride. Takole. 10 polpetkov, pečico, pa se vidimo po premoru.
Toplo dobrodošli nazaj v zdravem zajtrku, kjer danes pripravljamo polpete s prosene kaše in sladkega krompirja. Proseno kašo imam res zelo rad in danes smo jo sicer uporabili v polpetih. Fino pa je tudi, kadar jo zmeljemo v fino mleto moko, ker jo potem lahko dodajamo kruhom ali pa kakšnemu pecivu. Potem lahko jo tudi popražimo in dodamo v maso za biskvit in pride prav fin kolač. Dodate še kakšne različne okuse, mogoče kakšne oreščke, kakšno čokolado in boste imeli res vrhunske kolače. Najlažje je pa s proseno kašo nadomestiti kar žitarice ali pa riž. V našem primeru smo jih dali, kot sem rekel, v polpete. Poglejte, tile polpeti so se sedaj pekli pol ure, 15 minut na vsaki strani, v 200 stopinjah Celzija in na ventilaciji. In sedaj so ravno pravšnji za serviranje. Pa poglejmo, kako bi jaz tole postregel, oziroma tudi bom zelo hitro tole pojedel. Vmes sem pripravil še preprosto salso. To pomeni samo, da sem zelo nadrobno nasekljal kumare, čilije, šalotko, dal sem noter malo pinjol, lahko bi dali tudi kakšne druge oreščke in malce limetinega soka, pa olivno olje. Pa še malce, čist malce bazilikinega pesta sem dodal, zato ker sem ga pač imel za porabiti, njega pa potrebno. Vzamemo recimo kakšno žlico te salse, in jo preprosto takole damo na krožnik. In sedaj recimo, da dodamo kakšen polpet, 2, takole. Mogoče še malce zelenjavce, kakšna rukola bi bila fino zraven. Jaz imam tukaj paradižnik, češnjev, samo tako, da imamo malce svežine. In pa moj predlog, da dodate zraven še kakšno jajce. Jaz imam tukaj poširano jajce. O, kako tole dobro izgleda. Poširano jajce, lahko bi bilo tudi trdo kuhano jajce, jajce na oko, mogoče jajčna solata, karkoli vam bi bilo všeč. In mislim, da ne bi bilo fair, če ne bi sedaj tega jajca tudi prerezal, tako da boste imeli res zelo dober tek, da se boste privoščili ta zajtrk. Poglejte zdaj to. Najboljša stran poširanega jajca je, da se takole fino rumenjak razlije. Pa povejte, če ni ta zajtrk prečudovit. Želim vam, da ga poskusite tudi doma in seveda lep dan še naprej in nasvidenje.